Po vložitvi konstruktivne nezaupnice in izstopu še tretje koalicijske partnerice iz vlade Janeza Janše se politično dogajanje bliža vrelišču. Kolegij predsednika Državnega zbora je odločil, da se bo izredna seja, na kateri bodo poslanci obravnavali nezaupnico vladi, začela jutri ob 10. uri. Na njej bodo najprej glasovali o kandidatu za predsednika Državnega zbora Janku Vebru, nato pa se obeta daljša razprava, ki se bo z glasovanjem o kandidatki za mandatarko Alenki Bratušek verjetno končala šele pozno zvečer. Nadaljujejo se pogajanja o reformi trga dela. Delodajalci so včeraj napovedali, da se morda ne bodo več pogajali, saj predloga vlade, da bi odpovedni rok skrajšali 120 na 80 dni, ne morejo podpreti. Zanje je sprejemljiv 60-dnevni odpovedni rok. Delodajalce tudi moti, da so na pogajanjih zelo malo pridobili. Časa za usklajevanje pa ni več veliko, dopolnila je mogoče vložiti do zadnje obravnave reforme v Državnem zboru, ki bo predvidoma 5. marca. Ponedeljkovo samodejno ustavitev jedrske elektrarne Krško je povzročila odpoved ventila na glavnem parovodu. Pri sistematičnem preverjanju opreme so ugotovili, da bodo za odpravo napake in vnovični zagon elektrarne potrebovali nekaj dni. V Ribniškem Riku, izdelovalcu cestne mehanizacije, kjer se je zaradi teže snega v nedeljo vdala streha proizvodne hale, so davi spet zagnali proizvodnjo. Po nedeljski nesreči so proizvodnjo preselili v drugo Rikovo halo, kjer že poteka sestavljanje končnih izdelkov, po današnji priključitvi do voda stisnjenega zraka pa bodo tam v sredo začeli delati v polnem obsegu. Sicer pri poslovanju podjetja in njegovih dobavah kupcem ni bilo zastoja. Sanacije poškodovane proizvodne hale in v nesreči nastale škode pa se bodo lotili, ko se bo stopila debela snežna odeja. Rimske terme, ki so v prisilni poravnavi, so januarja ustvarile nekaj več kot 300 tisoč evrov prihodkov iz poslovanja, kar je za 28% več kot januarja lani in za 17% nad načrtom. Januarska izguba je dosegla dobrih 246 tisoč evrov, od tega predstavljajo obresti skoraj 144 tisoč evrov. Januarja so imele rimske terme za 38% več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Ena od letošnjih novosti v termah bo začetek opravljanja zdraviliškega zdravljenja, saj so novembra lani pridobile koncesijo Ministrstva za zdravje. Tako bodo zdravljenje prek napotnic Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije predvidoma začeli v sredini letošnjega leta. Norvežanka Teresa Johaug, ki je zmagovalka 10-kilometrskega smučarskega teka v prosti tehniki na svetovnem prvenstvu v dolini Fjeme. Drugo mesto je osvojila njena rojakinja in branilka naslova Marit Bjorgen. Tretja je bila Rusinja Julija Čekaleva. Najboljša Slovenka je bila Alenka Čebašek na 42. mestu. Nastopile so še 3 Slovenke, Barbara Jezeršek je bila 44., Vesna Fabijan 52., Lea Einfalt pa 62. Jutri bodo padavine oslabele in postopno ponehale, najkasneje na jugovzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, najvišje dnevne od 1 do 5 stopinj Celzija. V četrtek bo še pretežno oblačno, v petek pa pretežno jasno. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Ljudje imajo vedno manj predsodkov do nakupa izdelkov iz druge roke. V Framu se zapleta pri gradnji vrtca. Gradbeno podjetje Radlje je namreč v stečaju. Zveza prijateljev mladine išče prostovoljce za spremstvo otrok na letovanju. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.